Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Pozdravljam prek telefona našo sogovornico gospo Magdo Nikoleti, ki je bila mentorica študijske skupine Kvačkanje. Dober dan, gospa Magda. Pozdravljeni, me veseli. Ja, v sklopu Društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Logatec pa študijske skupine Kvačkanje in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za kakšno študijsko skupino Kvačkanje gre, gospa Magda Nikoleti? Vi ste mentorica. Odkot sploh ideja, da bi se tega lotili? Ženske rade ustvarjamo z rokami, mislim, da smo tudi spretne in hkrati tudi rade kakšno besedo zraven rečemo in ta dejavnost seveda to omogoča. Pod rok potem neki izdelek pride, pa še majčkeno poklepetamo, izmenjamo kakšna mnenja, kakšne izkušnje, tudi o kakšnih dogodkih se pomenimo in si tako obogatimo na en način življenje. Koliko časa pa vaša študijska skupina že deluje? Letos se družimo 13. leto. Z nekaterimi gospemi smo skupaj že od vsega začetka. Seveda pa vmes zaradi kakšnih ali zdravstvenih razlogov ali kakršnih koli drugih razlogov, preveč obveznosti ali česarkoli drugega, nekatere opustijo za kakšen čas ali pa tudi za dlje časa druženje, pa se nam druge pridružijo, pa gremo spet skupaj naprej. Skratka, 12 let je kar že neka doba. Kaj vse ste nakvačkale to leto oziroma za razstavo? Ja, razstava je v avli upravnega centra Logatec. Vsako leto na začetku v oktobru določimo neko temo, s katero se bomo ukvarjali pri kvačkanju, in tale razstava trenutno v upravnem centru je rezultat dela v preteklem šolskem letu. Tema je pa pripomočki oziroma etuji in podobne stvari za hoditi v šolo, kot so puščice, kakšne torbice in take stvari, kamor spravimo vinčnike, tudi kakšen novitek za sodobnejši medij, kakšen bralnik ali pa kakšen kalkulator in take stvari, ki mislim, da res polepšajo vsako tako stvar in mogoče pa še z večjim veseljem se družimo in se učimo. Gospa Magda, zakaj kvačkanje? Kvačkanje je zelo stara dejavnost, s katero so se več ali manj ukvarjale ženske. Razlogi, zakaj, pa mislim, da so najprej čisto praktični. Treba kdaj kaj obleči, če imamo neko prejo, jo porabimo in naredimo nek uporaben praktičen izdelek. Potem so razlogi estetske narave, ker ženske, pa tudi moški, mislim, da radi pogledajo nekaj lepega. In čipka, ki jo tudi lahko pod naših rok ustvarimo, je nekaj lepega za učke spočiti, za neka dodana vrednost, nek užitek tudi nenazadnje. In potem je tukaj še druženje, nek socialni vidik, ki mislim, da ga vsi tudi zelo potrebujemo. Če bi radi pletli, je kvačkanje boljše za začetek ali ima tudi kvačkanje svoje zahtevnosti? Oboje je zelo koristno za razvijanje nekih motoričnih spretnosti. Ne bi mogla reči, da je katera od teh dejavnosti boljša ali slabša. V zadnjem obdobju se tudi zelo pogosto pojavljajo znanstvena dognanja, kako zelo koristno so te rokodelske dejavnosti tudi za krepitev vezi in potem posledično tudi proti demenci in skratka za možgane. Tudi v ameriški vojski morajo vsi vojaki, ki se urijo, nekaj ur ročnih spretnosti usvojiti. Gospa Magda, kako se pa lotite osnov kvačkanja? Rabimo samo prejo, orodje, torej kvačko in roke. V roke vzamemo prejo, kvačko, po nekih navodilih, pravilih, ki veljajo pri kvačkanju. Začnemo in gradimo. Vrstico za vrstico, verižico. In kako visok nivo ste že zdaj dosegli v teh letih? Ja, mislim, da smo usvojili res veliko različnih tehnik kvačkanja. Še vedno pa mislim, da iz osnovnih petelj lahko narediš
krasne izdelke, če pač upoštevaš neka čist preprosta pravila. Manj je več. Če bi vam rad kdo sledil, gospa Magda, se lahko obrne na vas ali ste zaključena skupina? Seveda, mi smo vedno odprti in dobrodošli, če bi kogarkoli zanimali. In vsakega smo zelo veseli, ker jaz mislim, da vsak nov, ki pride, skupino obogati, pride z nekim novim pogledom, mogoče z nekimi novimi pričakovanji. In če smo pripravljeni se pogovarjati in če smo odprti in odkriti in iskreni, lahko še bolj napredujemo. Hvala za pogovor, gospa Magda Nikoleti, ki je mentorica študijske skupine Kvačkanje v sklopu Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec ob pomoči tudi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ja, razstava pa je na ogled v avli Upravnega centra Logatec, kajne, gospa Magda Nikoleti, in koliko je teh izdelkov, lahko kakšnega tudi kupimo ali gre zgolj za razstavo? Seveda, tistim, ki so zainteresirani, ponudijo izdelek, ki jih zanima. Sicer pa zaključim takole, kot je naslov te razstave, nikoli se ne nehajmo učiti. Naj dobro teče, kvačka, pa tudi na prijetno druženje vam želimo in hvala za pogovor. Čestitke seveda za upravljeno in za razstavljeno. Hvala tudi vam in dobrodošli v naši družbi. Zakladi naše dediščine.